Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Tokrat sem v goste povabila zelo zanimivo osebo, ki vam bo zelo veliko lahko povedala o zobeh in o vsem, kar se v ustni votlini dogaja. Dobrodošla, Simona Vesel. Dober večer, vsem pozdravljeni. Ti si ustna higieničarka, študirala si vse, kar se tiče higiene v ustih, verjetno tudi kako se ustvari dobra klima in kaj to za sabo potegne, če nimamo dobre ustne higiene, oziroma če ne poskrbimo tudi za to, kako se dlesni zdravijo, čistijo in tako naprej. Tako da mene najprej zanima, ker to je dokaj nenavadno, zelo redkeje, no ne bom rekla zelo redko, redkeje slišimo za tak poklic, ustni higienik. Kako si prišla na to idejo? Se je tebi to kaj dogajalo v življenju, v otroštvu, v mladosti, da si se odločila, da prideš na to pot? V te vode, ne zobozdravstvene, ne? Ja. Ker ustni higienik je v bistvu en delček, tak zelo pomemben delček celega tima zobozdravstvenega, ne? Še posebej, če se želimo gibati v coni preventive. Če pa gremo še malo globlje, mogoče pa primarne preventive, ne. To pomeni, da oseba, človek, pacient, kakorkoli, da ko vstopi v ordinacijo, da je zdrav. Ne, to je primarna preventiva. Recimo, kako sem jaz nekako prišla do tega svojega naziva, kako naj rečem. Moj mali stric, ne, in dva bratranca so vsi zobozdravniki. Recimo, nas so že tako kot majčkene, 3 otroci smo se nas usmerili nekako, v kaj naj bi šli, ne. Tako da en delček mogoče to ni bila čisto moja pot v resnici, ne. Ampak ker sem ustvarjalna in v bistvu nekako sem potem sledila tudi sebi, sem našla del te ustvarjalnosti, tega dela, v bistvu te pomoči skozi svoje izkušnje, potem nadgrajevanja, izobraževanja, tako da lahko pomagam celostno ljudem, ki me obiščejo. Tako da na ta način sem jaz prišla v bistvu do naziva ustna higieničarka, delujem pa zelo široko. Ne, pokrivam oziroma nekako me obiščejo tako odrasle osebe, kot starši, cele družine, ker nekako začeti je potrebno zelo zgodaj. V bistvu nosečnosti pa še prej, ne nas samih. Ne. Se pravi, si bila z ustno higieno seznanjena že v otroštvu in je to rastlo s tabo? Si imela kakšne probleme ali je to dejansko iz tvoje duše prišlo? Ja, v bistvu nekšnih težav nisem imela v zvezi z ustno votlino, z zobmi. Tako sem bila tudi ena redkih takrat, ker recimo nisem imela nobene plombice, to gre zahvala moji mami, sigurno, ker ni bilo v bistvu nobenega sladkorja pri nas. Takrat vem, da smo še v Avstrijo lahko hodili, v bistvu po te razne čokolade, ker so se vali res veliko sladkorja in tako, ampak pri nas je bilo to praznik, da smo mi to uživali, recimo, ne. Takrat je bila zelo drugačna hrana kot danes, in to nekako širše zavedanje potem, ko sem študirala, pa raziskovala, pa se izobraževala, kot nekako, kako pristopamo celostno do človeka, do zdravja v bistvu. In ustna votlina je tle en zelo pomemben dejavnik, ker je vstopno mesto v telo, zelo veliko se dogaja v telesu. Imamo seveda ogromno nekih mikroorganizmov, ne. Zdaj, jaz jih ne bi delila na dobre pa na slabe, ker je pomembno, da so v ravnovesju. In tako sem nekako razširila v bistvu svoje delovanje, da je nekako moje poslanstvo, to bolj sem razvila potem v osebnem življenju,
tako kot recimo drugim predajam, staršem je to izobraževati starše. Kaj v bistvu lahko, koliko moči imajo oni v resnici v sebi, seveda z nekim zavedanjem, z nekim znanjem, kaj lahko vse naredijo za preventivo, v bistvu za tak celosten razvoj otroka, da se bojo čeljusti prav razvile, da bojo zobje prav postavljeni. Tako da ni kariesa, to je v bistvu taka kapljica v oceanu. Kako pa recimo prideš do tega, da ni kariesa? Recimo mene so starši vzgajali, mi smo umivali zobe. Mi nismo imeli sladkorja doma, ampak pri mojih 15 letih sem naenkrat imela vse gnile zobe. Ja, veliko je dejavnikov. Težko bi bilo enega izpostaviti, ker je zelo večplastno. Vsekakor pa zdaj če me obiščejo starši z otrokom, seveda zelo tiste snovne, kako ne rečem, zelo tisto, kar res vidimo, pa kar zvemo od njih, iz tistega lahko sklepam, povežemo določene stvari, zakaj recimo tudi karies. Tako v tvojem primeru, ki si navedla, ni bilo sladkorja, če sem prav razumela. Niti ga nisem hotela. Poslušaj to, kakšna je bila moja zgodba. Sej občasno smo dobili kakšno čokolado, ampak jaz sladkari tudi jedla nisem. In z mojo sestro sva imele vsaka svojo sladek predal, in ona jih takoj pojedla vse sladkarije. Jaz sem pa to včasih, ampak res zelo redko. In to čist prostovoljno. In potem, ko je bila že odrasla, je ona rekla, da je hodila v mojo sobo v ta sladek predal gledati in se jokala, ko so meni čokolade propadale. In je prišla ona do njih. Ne, ni vzela. Ni vzela. Tako da, ja, to vse pač povezujemo, da recimo ti imaš takšno izkušnjo, potem od staršev, potem še od otrok, recimo zvem neke stvari od staršev, nekaj drugega, lahko zelo različno govorijo. Tle so vedno vključeni lahko še neke varuhi, stari starši, ker tudi tukaj recimo je lahko veliko nekega nerazumevanja in potem se lahko tudi nekako to na otroka pretaka, češ da je on odgovoren, da to je. Zelo veliko slišimo, veliko lahko povežemo. Pomemben dejavnik je tukaj dihanje, kateri starši se mogoče tega niti ne zavedajo toliko, tudi vpliv na razvoj kariesa, ker usta so suha, usta morajo biti v bistvu mokra, ker slina, se pravi, če nosi prave minerale in kako pač mi celostno skrbimo z vnosom hrane, ampak ni samo ta hrana, je še čustvena hrana, druga hrana, in to vse vpliva v bistvu na, recimo, če rečemo, kakšni bojo zobki. Ali bojo zdravi, ali se bo pojavil karies, ne pojavi se pa kar tako, brez nekega razloga. Vedno je nek razlog. Če recimo vidimo, da so zobje lepo očiščeni, pa da starši pa otroci znajo skrbeti za ustno higieno, so nekšni vzroki. Nekako ne rečemo, kar počakamo, mogoče če so mlečni zobje, pa bojo izpadli, pa bojo stalni. V bistvu se je treba izpraševati. Jaz sem zelo rada takšne starše, ki izprašujejo, ki jih zanima, ki nekako želijo priti do nekega pač vzroka ali pa predvsem nekega odgovora, lahko jih je več na tej poti, da iščejo pač naprej, kako delovati, res to pač najvišje dobro, recimo za zobke, za razvoj. Da mogoče tudi ne odnehajo nekje, kjer pač dobijo lahko odgovor, da se bojo spadli, nič se ne da narediti, lahko premažete z raznimi premazi, ampak to je spet neko gašenje, bolj mogoče nekega požara ali pa nek pristop, ki bo mogoče odpravil neke simptome, zdaj se že pač lahko prevesem na to odraslo dobo, neke simptome, ki bojo izginili, in ti simptomi so naše opozorilne lučke, se pravi, nam neki telo nam nekaj sporoča. Če mi to odrinemo, nekako polijemo z nekimi vodicami, v odrasli pač dobi, karkoli, v bistvu nismo odpravili nekih vzrokov. Odpravili smo simptome, ampak telo nas bo opozorilo pa še drugače potem naprej. Lahko na zobeh, lahko kje druge, ker zobje so povezani z drugimi organi, organskimi sistemi. Vse je povezano v našem telesu. Tako da težko idemo, če želimo celostno pogledati na človeka, na zdravje, tako ustne votline, kot splošno, se moramo kar samo izpraševati veliko stvari.
Ja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva pogovor. Zdaj smo pogledali osnove, kaj pomeni biti ustni higienik. Zdaj pa mene zanima, kako pa ti poskrbiš za higieno ust, zato da ohranjaš ravnovesje bakterij, zato da s tem ohranjaš svoje zdravje prebavnega sistema. In seveda tudi glede na to, kar si omenila, vse je povezano, vse zobje so povezani tudi z notranjimi organi. Se pravi, če mi skrbimo za ustno higieno, skrbimo za svoje notranje organe. Kako ti to narediš? Ja, to si Neja zelo dobro povedala, ne? Prebavni sistem, ne? Ker v bistvu ustna votlina, ne, ta pač ustni mikrobiom je še kako povezan z, v bistvu, z črevesnim oziroma prebavnim, ne? In tako na dolgi rok ali pa na splošno je potrebno skrbeti za prebavno sluznico, ne? Se pravi, tam je doma pač naš imunski sistem, ne? In tam je potrebno krepiti. Seveda, ne, ko mene obiščejo ljudje, nekako ne začnem s tem, ne? Ker povezave so, ne, mogoče jih nekateri še ne vidijo, ne, dokler sami ne pridejo po tej poti, ne. In zdaj, če se, mogoče bi še to dopolnila, prej, ko sva govorili, ne, glede otrocih sva glavno govorili, ne, ena taka zelo tak velik bazen, ne, ljudi, ki me obiščejo, so odrasli, ne. In tam se še vedno ukvarjam zelo in pretežno z parodontalno boleznijo, ne. To je razvita oblika, se pravi, vnetja dlesni, ki je napredovalo naprej, ne. In prav te ljudje, ne, recimo, ko prevzamejo odgovornost sami zase, ne, jaz zelo vse pokažem v ustih, zaradi tega, da res vidijo, kaj je v njihovih ustih, ne. Ker če bi jaz samo očistila, odpravila neke stvari brez tega vedenja, da bi pokazala, ne bi vedeli, da je to njihovo, ne. Jaz vem, kaj narediti, ampak to odgovornost, da pač vzamejo res zase, nase, za pač lastno življenje, lastno zdravje je v bistvu najbolj pomembno, ne. Ker takrat so pripravljeni res nekaj narediti, ne, tako da lahko sodelujeva. Potem velikokrat me vprašajo, seveda, kako imam jaz takšen nasmeh, ne, da bi oni tudi imeli takšnega. Ja, zato, ker nekaj naredim, seveda, ne. Se pozna nekje, ne? Ja, tudi jaz, ne, ker sem čist tako enostavno človek, bitje, kot vsi ostali, ne. In ta nepogrešljiva jutranja higiena, ne, jutranji ritual, katerega predajam tudi na stranke, ne, takrat, ko so pripravljene to slišati, ne. Ne takoj, pa ne vse naenkrat, ker to je preveč, ne. In ta ritual me spremlja že kar zelo dolg časa, ne, več desetletij, ne. Malo ga tudi spreminjam, glede na letni čas, kako se pač počutim, kaj mogoče potrebujem, ampak sigurno je takšen, ne. Zjutraj, ko vstanem, si najprej, mogoče prej kaj še popijem, definitivno toplo vodo, ne, z limolo, mogoče z malo kisa, tako mineraliziram v bistvu telo, ne, tak mineralizacijski napitek je to. Sicer pa postrgam jezik, ne. Najprej postrgam jezik, potem žvrkljam, največkrat sezamovo olje, v kombinaciji še z drugimi eteričnimi olji in določenimi dodatki. Imam takšnega krasnega, ki vsebuje znanja ajurvede, kitajske tradicionalne medicine, alpskega zeliščarstva, v bistvu vse to, kar naše telo podpira, ne. In se pravi, to žvrkljanje, potem spet postrgam jezik in sperem recimo slano vodo, ne, ker spiram tudi nosne votline, ne, v bistvu, in s tem žvrkljanjem, ne, kaj se zgodi, ne, v bistvu telesu, v ustni votlini. V bistvu se v celem telesu zgodi zelo veliko, ne, ker mi se s tem prebudimo, tudi s temi nekakšnimi vibracijami, ne, tem žvrkljanjem, aktiviramo mišice, vse naše žleze, ne, recimo v glavi in pač drugje spodbudimo. V ustih, ne, so se pa seveda čez noč odlagali določeni toksini, ne, določeni, to so izločki,
mikroorganizmov, ne, v naši ustni votlini in nekako to olje oziroma s tem žvrkljanjem, ne, veže pač to nase. Jaz v glavnem, ne vem, če sem rekla, sezamovo olje je osnova, ne, ki je nekako toplo, primerno za naše telo in s tem v bistvu veže nase in to mi potem izpljunemo. Ne, zanimivo recimo je tako razmišljanje še vedno, ne, klasično, ne, da si takoj, ko vstanemo, si mi umijemo zobe. Ne. Tako, če malo podaljšek razmišljanja, ne, zakaj v bistvu to v resnici naredimo. Ne. Zakaj ne bi to naredili, ne? Da bi si v bistvu osvežili dah, največkrat to slišim, ker jaz tudi rada kaj vprašam, ne, svoje stranke in da pač so sveža usta. Ker je razumljivo, da zjutraj je drugačen dah, je takšen za dah, ne, ker pač po noči smo mi počivali, ne. Nekako telo se je umirilo, usta so bolj kisla postala, ne, in zato je tista rutina za ščetkanjem, se pravi z navadno ščetko, medzobne ščetke, vse to, kar je potrebno recimo za mojo ustno votlino, recimo za tvoje nekaj drugega, ne, pa ko vsi imamo medzobno higieno, pa se pravi higieno pač zob na splošno, medzobni, ne, in takrat ne bi pa mi zvečer res vse očistili, ne. Po noč ne jemo, ne bi, ne, in zjutraj imamo pa vse neke hrapave zobe, ne, v bistvu sluzence hrapavo, ne, se pravi, to so te toksini, ne. To recimo, kar je potrebno, ker je dobro, da izločimo, ampak ščetko v bistvu tega ne naredimo, ne. Tako nekako so nas učili, tudi mi smo se učili, ne, ščetka 2-krat na dan na ta način. Ko pač malo razširiš to znanje, ne, v bistvu niso samo zobje, ne, so sluzence, še druge, jezik, tako smo omenili, ustna sluzenca, dlesni, ne, vse to pač sodi v usta, ne. In to je nekako celostna ta rutina, ki jo izvajam, ki jo tudi priporočam vsem ostalim, ne, tudi čisto drugače se v bistvu nekako človek gre v nov dan s tem nekako, že to ga pač poživi, a ne. Ja. V ajurvedi so zapisi, da je fino žvrkljati olje 20 minut, zato ker se v 20 minutah zamenja vsa limfa v ustih in potegne ven vse toksine, ki so se pač čez noč nabrali, ne, in ker se limfa zamenja, se to potem pride, pa ta limfa tudi priteče iz glave in potem to seveda ven vržemo. Koliko časa pa ti svetuješ? Žvrkljanje. Ja. Jaz recimo na začetku, kakor pač z morjo, ne, tako da je korak, sicer mogoče še tega ne bi poskusila takrat, ker recimo oseba je pripravljena to slišati, pa da bi to izvedla, ne. Ja. Rečem, naj poskusijo. Koliko časa, vsekakor jaz 120 minut enako, vmes delam pa druge stvari. To je tako zelo enostavno, nekaj včasih vprašajo, pa še to. Ampak v resnici je to uspod. Ja, res zelo. Tudi recimo, ko so bili otroci majhni ali pa starši, ki me obiščajo, to je že neko učenje otroka, tudi eno je, da gleda, opazuje, kaj bo tudi lahko on počel, enkrat recimo, drugo je pa, da takrat smo mi tiho, in je vse bolj v miru lahko teče, brez njega, jaz sem tiho, v bistvu to počnem zase, za moje dobro, za moje zdravje in koliko tega mi učimo otroka, spet celostnega pristopa, da pač mi zase poskrbimo, da on vidi, kaj mi delamo, tako da 20 minut jaz to vzvajam, kaj še poleg počnem, mogoče še to povem, da se na suho se vedno pokrtačam zjutraj, na suho, potem včasih na oljem, kakor je, potapkam, razne energijske vaje, energijske medicine, tudi ti imaš te vitalisne, recimo, takšne vaje izvedem, vrtim obroč, recimo, se premasiram po telesu, to nekako, to vse sodi, se mi zdi, v nekako tako celo nego, da se zbudimo, da gremo pa čisto drugače v ta nov dan. Meni so recimo jutra so mi zelo ljuba, ker je pač taka sveža energija. Ja. Pa se konec koncev, kar zjutraj poskrbimo, potem poskrbimo za mašino, in to mašino pa cel dan lahko dela. Ja. Ker jaz lahko rečem, čisto spet iz svojega primera, če ne poskrbim zjutraj, pol sem takrat sredi dneva že takoj utrujena. In ravno zdaj sem se prijavila v en klub
poslovnežev in to so taki eminentni poslovneži na svetovnem nivoju. In jaz sem bila tako čisto navdušena, kako ti poslovneži razumejo, kako pomembno je poskrbeti za svoje zdravje, zato da lahko posel delajo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, za vas sem pripravila darilo, lahko ga prevzamete na www.bisernica.si, moč tvojih možganov po oglasih, pa nadaljujeva pogovor. Midve sva zdajle govorile o tem, kako ti skrbiš za svoje zobe, kako je fino skrbeti za svoje zobe, kaj se naredi za to, da se že zjutraj poskrbi za celo telo. Zdaj imamo pa tukaj eno tako knjigico. Sicer tale knjigica si rekla, da je v prvi vrsti napisana za otroke, ampak če se navežem na tisto, kar so midve govorile prej, je pravzaprav napisana za starše oziroma za odrasle, kako naj tudi oni skrbijo za svoje zobe. Daj, majčkeno tole knjigo opiši. Ja, ta slikanica je v bistvu nastala nekako z zgodbami. 6 zgodb je noter, Zobnega škrata Svetlina. To je otroški junak, lik, s katerim se otroček zelo povezuje, že lahko zelo zgodaj in ga nekako spremlja lahko celo otroštvo, nekako do prve triade. In te zgodbe so se pretočile skozi mene, seveda skozi moja znanja, skozi moje izkušnje v ordinaciji in so zdaj tukaj, seveda, da naprej opolnomočijo starše najprej. To, kar si rekla, je zelo na mestu, ker najprej v bistvu spet smo pri starših, pri odraslih, pri vzgojiteljih, da nekako lahko razumejo določene stvari v zvezi s preventivo, kaj vse lahko storijo, naredijo za celostni razvoj otroka, se pravi za zdrave zobe, za spet pravilno postavitev zob, nekako v ravni vrsti, da bo pač otrokov nasmeh samozavesten. Tako da te zgodbe so se skozi mene pretočile in zdaj tukaj slikanica. Ampak ko starš bere otroku, seveda on je po svojem pravljičnem svetu, pa to razume na svoj način. Starši doživljajo aha momente, otrok pa nekakšne svoje momente, ki se zbliža z Zobnim škratom Svetlinom in ga nekako uči, snege, samonege, v bistvu nekakšne te svoje moči, koliko on lahko naredi za svoje zobke spet. Ko so se midve pogovarjale o gostovanju, tukaj si ti meni rekla eno tako zelo zanimivo stvar. Se pravi, če začnemo pri otroku negovati zobe, pa pravilno hrano, pravilne navade z otrokom delati, tudi recimo katere raztegovalne vaje, sploh ni nujno, da pride do zobnih teh nepravilnosti. Ja, zobnih nepravilnosti. A je to tudi kaj noter? Se pravi, jaz predvidevam, da vse to, če počnejo to, kar je noter napisan, bo privedlo do tega, da so zobje na koncu tudi ravni. A je tako? Ja. To je v bistvu nekako želja, pa cilj vsakega starša. Velikokrat na poti tej do tja, pa je kar neki preprek lahko. Največ, kar jaz opažam, starši, ki nas poiščejo v bistvu zaradi nekega nevedenja, njihovega nevedenja, oziroma da niso bili te vzroki, ki so bili v bistvu, ali pa ta smer, ki se je že videla, da gre mogoče napačno smer, da vzroki za to niso bili pravočasno odpravljeni. Zdaj, kdaj je to pravočasno, je pa to v bistvu zelo zgodaj že, v času otrokovega razvoja. Takrat vidimo določene stvari, kam lahko pač gredo in takrat je potrebno posegati. In seveda ena izmed zgodbic, tudi v tej slikanci, je kako Svetlin, Zobni škrat,
opazuje, v bistvu kako živali opazujejo dihalne navade zobnega škrata, svetline, a ne, kako on diha, kaj v bistvu on spomladi počne tudi, a ne, kad recimo v obreki leži in diha nekako s trebuhom skozi nos, a ne, in zakaj je to pomembno in kako se te živali vse potem čudijo in same sebe opazujejo, kako one dihajo, ne, in kaj je potrebno, na kakšen način dihati, a ne, da se bodo v bistvu čeljusti spet razvile pravilno in potem zobki, ne, pravilno postavili. Zato tudi v slikanci, bom tle pokazala, a ne, nekako ima podnaslov Skrivnosti čistih in sijočih zobkov v ravni vrsti. A ne. Tle so zbrana res ta znanja za preventivo na enem mestu, ki pač jih morajo najprej videti starši, da se sploh vedo, kaj spraševati, a ne, in potem iskati neke rešitve. Ne. To je vse usmerjeno v bistvu v preventivo, ne samo čiščenje zob. Ja, ker običajno smo usmerjeni v to, a so zobje očiščeni ali niso očiščeni, ampak vsak ta drug ima zobni aparat, ne. Ja. Se pravi, če imamo znanja, ki so tudi opisana v tej knjigi in ni namenjena samo otrokom, seveda otroci to potem malo lažje absorbirajo vse in njihove, če starši z njimi to delajo, potem njihovi zobje postanejo bolj ravni, ampak tudi odrasli. Jaz sem govorila z eno nemško zobozdravnico, ona se imenuje holistična zobozdravnica in ona je rekla, da ko se vse to sprosti, ko ni več napetosti, se tudi v odrasli dobi lahko zobje poravnajo. Mogoče kaj na to temo? Če je tle noter kaj, kako lahko z ustno higieno mi sprostimo vse, ker vem, da to vse vpliva, ne. Saj ti si tudi kraniosakralna terapevtka, ne, in jaz tudi, ne, in vem, da če mi na neki točki nekaj naredimo, se potem tudi drugje pozna. Ja, to je tako zelo široko vprašanje, zelo na mestu, ki bi zahteval en tak čist svoj pogovor. Ja, vse se povezuje. Tudi recimo, ne, starši, kako mi čutimo, recimo, ali pa kaj se nas dogaja, na otroka vpliva. Mogoče en tak čist kratek primer povem. Nedavno nazaj pač sta me obiskala mamica z sinom svojim. Je v bistvu, vse sta že v tej terapiji, miofunkcionalni, a ne, se pravi, ker otroček diha skozi usta, ne samo to, tudi jeziček v bistvu ima dosti splavljen, tako nekako izgleda mogoče čisto enostavno povem, kaj je kužek, ne, recimo jeziček mu pač nekako visi iz ust in nobenega tonusa ni ničesar, ne. In potem se mu je že ta vzor začel preobražati s pomočjo miofunkcionalnih vaj, določenih pripomočkov, določenega sistema, ki usmerja pravilen položaj jezika, dihanje in tako naprej. A ne, in potem sta prišla enkrat in je bilo spet malo poslabšanje z dihanjem, a ne. Ampak mogoče tako celostno, kako pogledamo, spet lahko prišli sva z mamico do tega, da v bistvu, ker je nekako na prehodu 6 let, 7 let, a ne, nekako gre z te mamine energije v očetovo, ne, recimo, in te mamice je to zelo težko gledati, kako se v bistvu povezuje z očetom svojim in je sama si odgovorila, ne, je rekla, ker res kar težko diham. A ne, v bistvu ona si je odgovorila in se je slišala sama, recimo, ne. Tok celostno, tok široko, pa če treba včasih pogledati, ne. In potem na naslednjem obisku se je ona določenih vzorcev zavedla in tako naprej in je sama povedala, koliko je boljše zdaj pač pri otroku, ne. Tako da eno so te čist res opremljive stvari, ne, niso pa vse toliko zelo opremljive, ne, pa če znamo prisluhniti, videti, opaziti, povezovati stvari, a ne, lahko res pridemo do nekih vzrokov, da se odpravijo, da lahko potem tudi otroku pomagamo, ne. Ja. Odlično, ja, to je zelo fajn. Sem odgovorila. Ja, seveda. Vse tako, da dobimo vpogled v to celovito ponudbo, ki jo imaš ti, ki jo sama na sebi izvajaš stvari, zato imaš bleščeče zobe, zato ti drugi rečejo, da bi rad imeli take čudovite zobe. In kako vse stvari vključuješ v ponudbo, ki jo daješ svojim strankam. Zdaj pa, ker se bližamo najnemu zaključku pogovora,
Kaj je tisto, kar bi za konec res rada poudarila? Ali pa povzela en tak kratek povzetek, ali pa izpostavila en zaključek? Ja. Izpostavila bi kar nekako življenje, a ne? Tako kot celoto, da tako za poslušalce, gledalce oziroma vse nas tudi sebe nagovarjam vedno znova s tem, a ne, da je pač življenje tukaj, da zame, a ne, v bistvu, da jaz živim to življenje, to pač pomeni pa, da prevzamem tudi to odgovornost zase, a ne. Zdaj, če se naslonimo seveda potem spet starši za otroke, a ne, odgovornost zase, to pač pomeni, da sem aktivna, a ne, da tudi recimo, če se srečamo v zobni ordinaciji, da pač ljudje nase pač prevzamejo to odgovornost za svoje zdravje. Mi smo nekako takšni podporniki, vemo, kaj narediti, kako usmeriti, recimo, ne. Mi smo seveda tam za njih, ampak to lastno odgovornost, ne, kar pomeni, tako kot sem rekla, aktivnost in se tudi izpraševati malo globi, a ne. Te naše prepričanja, programi, vse to, ne, in preverjati se, samo izpraševati, ali nam koristijo, ne. To, kar smo bili mogoče naučeni, na kakšen način, ne, to, kar smo danes že omenjali, tudi malo žvrkljanje, pa zobna ščetka, a je res samo nekakšno ščetkanje po zobeh, to ena in edina tehnika, način, ki pač pripomore k ustnemu zdravju, ali obstaja še kaj več, a ne, oziroma mogoče malo drugače in kako to vklapljati v bistvu vsak dan svoj, a ne. Preverjati in v bistvu zaupati pa slediti sebi. Ja. Najlepša hvala za današnji pogovor. Hvala, Naja, za povabilo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete brezplačno darilo na www.bisernica.si/darilo. Moč tvojih možganov, lepo se imejte in se kmalu spet vidimo.